Lansko leto smo potem zaključili številko 110.021 brezposelnih oseb, kar je seveda nekoliko više kot pa decembra 2009, 13% večje število brezposelnih, s tem, da se je pa v samem decembru lanskega leta prijavilo več kot 14.700 brezposelnih oseb, kar je pravzaprav izjemno veliko in je nekje na oktobrski ravni. Med samimi brezposelnimi osebami, ki so se prijavile v decembru, je pravzaprav bilo pa na drugi strani tudi kar precej zaposlitev, 4.700, kar je pa pravzaprav 20% več, kot je pa bilo teh zaposlitev v decembru 2009. Tako da ugotavljamo, da pravzaprav kljub povečanemu številu so trendi zaposlovanja ugodni, saj smo v celem letu zaposlili več kot 57.000 brezposelnih oseb, kar je prav tako za več kot 17% več kot v preteklem obdobju. Temu je seveda tako zato, ker so pravzaprav povpraševanja na trgu dela prisotna, kajti tudi število potreb, ki so jih oddali delodajalci, je bilo višje kot v preteklem letu in tako v nadaljevanju pričakujemo, da se bo ta trend povpraševanja po delovni sili še nadaljeval, predvsem pa računamo, da se bo nekje brezposelnost potem gibala v naslednjem letu v povprečju nekje 105.000 brezposelnih oseb. Starih več kot 55 let se je v našo evidenco v zadnjem mesecu, decembru, prijavilo 5.040. V celotnem letu pa 13.728. Z letom 2009 pa to pomeni, da se jih je v letu 2009 skupaj prijavilo starejših več kot 55, 8.457, letos pa 13.728. Zdaj visoko izobraženi v zadnjem času, ne tako kot se pač vse skupine številčno povečujejo, se tudi ti. Dejstvo je pa, da je pravzaprav nekako vedno ista situacija glede samih poklicov oziroma smeri izobrazbe, ne pač družboslovci nekako težje najdejo rešitev. Prav zato recimo smo tega absolventa, pa tudi ga tako zelo promoviramo, da bi nekako utrli pot čim več mladim do delodajalcev že prej. Mi se zavedamo, da je brezposelnost mladih pereč problem, ne? Ampak kljub temu opažamo po naših podatkih, da se v bistvu mladi vendarle zaposlijo približno 2,5-krat hitreje kot ostali brezposelne skupine. Tako da kljub temu neka fleksibilnost tukaj je in so pač mladi bolj zaposljivi, lahko zaključimo. Zakon o malem delu je lahko ena priložnost tudi za naše brezposelne osebe, saj pravzaprav nam Zakon o urejanju trga dela dopušča brezposelni osebi, ki prejema denarno nadomestilo, da lahko ustvarja dohodek do 200 evrov, brez da se mu denarno nadomestilo zniža. Tako da pravzaprav je verjetno lahko tudi ena oblika aktivacije brezposelnih oseb. Mogoče še to, zagotovo bi, ocenjujemo, uveljavitev zakona o malem delu pomenila tudi kar nekaj rednih delovnih mest, ker vemo, da je zdaj obseg študentskega dela relativno velik, da potem zakon predvideva določene omejitve, tako glede delodajalca kot tistega, ki malo delo izvaja.